lokacijo s pogledom na čudovito Blejsko jezero. To je ena najbolj neverjetnih razglednih lokacij. Najlepši kotiček v Kristalni jami. Kakšen zanimiv pristop. Ampak to res tako nestabilno, da čudovit ne poznajo slab v občini Bled. Slab še z zgornje strani. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. V tem videu greva pa z Majo raziskovati ene od najbolj skrivnostnih znamenitosti v blejski občini. Maja, kje se nahajava? V simpatični vasici Koplenik. Kot verjeten vam je malo poznano, se nad Koplenkom nahaja jama pod Babjim zobom. To je taka turistična, kar znana jama. Ampak skoraj nihče pa ne ve, da se v bližini te jame nahaja tudi še ena čudovita jama, ki se imenuje Kristalna jama. Tako. In to se greva zdaj ogledati. Se pravi, to bo najna prva blejska skrita znamenitost. Potem v bližini te jame se nahaja še en čudovit razglednik na Blejsko jezero. Tudi v bližini se pa nahaja še en zanimiv skrit slap v eni tudi zanimivi soteski. Nad slapom je pa tudi en zelo čudovit izvir tega potoka. Tako da to vam pričarava v tem videu. Parkirala sva tukaj na tako manjšem parkirišču. To je parkirišče za razglednik Babji zob. To je seveda tudi znan razglednik nad to znamenito špico, skalno špico Babji zob. Ampak mi do danes tja ne greva v Kristalno jamo. Naredila sva že približno 300 višinskih metrov. Ja, seveda sem pa pozabil povedati, da so vse te skrite, čudovite znamenitosti na teh strmih pobočjih Jelovce. Se pravi, če pogledate z Bleda, nekako proti Bohinju oziroma na jug proti Jelovci. Te znamenitosti so v teh strmih, precej težko dostopnih pobočjih Jelovce. Megla se je razkadila, tako da bomo lepše vreme kot prej. A ste že kdaj videli tako zajlo? To je pa domača izdelava Zanesenjakov s Koplenka. Tako. Dobri so. Ja, vsaka čas. Vsaka čas. Evo, takale zajla. Po takmole kar strmem brezpotju sva prišla nad jamo. Evo, tamle se že vidi vhod v jamo. Zdaj se pa še spustiva tele po takmu strmemu pobočju do vhoda v jamo. Takole zdaj naj čaka takle strm spust do jame. Evo, Maja že tik pred vhodom v jamo. Pa sva na vhodu v Kristalno jamo. Kristalna jama je pa zelo neznana. Jo pozna samo neki domačinov, pa kakšen jamar. Jama pod Babjim zobom je pa od Babjega zoba, te skale, še zadej, še precej zadej za tole skalo. Več, da se pa kar oblečeva pa noter. Vidimo, kakšno presenečenje naj čaka noter. Evo, zanimiv. Evo, Maja, posvet, gledajte, kakšen
majhen vhod v nadaljevanje jame. Evo, tla pa ven. Evo, skozi majhno luknjo bo prišla v dvorano Kristalne jame. Evo. Kole. Nekaj ima kapnikov tudi kristalna. Evo, pa tam je eden osamljen stalaktit. Prva dvorana. Zdaj pa greva že v drugo dvorano. Skozi ožji del v drugo dvorano. Evo, skozi tak zanimiv vhod. Se treba malo prikloniti. Ja, še je. Evo ga. Glejte, kakšen zanimiv kapnik. Super. Evo, dimnik gor. Ja. Nekih je potovčenih kapnikov. Evo, zdaj z druge dvorane prihajava že v tretjo dvorano Kristalne jame. Evo, tle se lepo vidi, kako se je tale kapnik zrušil. Verjetno je tukaj gor rasel nek, kaj to skriva, nedrje jelovice. Evo, ta je pa zdaj največja dvorana. Visok strop, 30 metrov. Aha, tam je pa še en vhod, se pravi tretja dvorana. Največja. Evo, zdaj pa še skozi zelo majhen vhod v peto dvorano že. Je pa moj trak. Aha. Aha. O, glejte to. Jamska lestu, jamska lojtra. Za nadaljevanje. Glejte, kakšna zanimiva lestu na vrveh. Prej je bila pa tale stara. Evo, zdaj se vidi les. Stara lojtra bolj stabilna, ta je pa zdaj zelo nestabilna. Ajde, pejte probati. Evo. Tole zgleda. Evo, kako to zgleda. Če se do zdaj ni strgala, se tudi zdaj ne bo, ne? Evo, da še jaz probam. Tole jamsko lojtrico. To je zanimiv. Ampak to je res tako nestabilno, da težka. Dost. Prideti gor. Kaj še je dol? Gremo že nazaj. Kakšen zanimiv pristop iz tele zadnje, pete v četrto dvorano, ki je največja. Evo, Sploh ne vidiš, kje je izhod. To je najlepši kotiček v Kristalni jami. Pa prihajamo ven. Se pa že zunaj kar malo mrači. Voda mora pohteti. Glede na to, da je Kristalna jama res čist povsem v bližini babjega zoba, vam zraven posnamem še tole čudovito špico babji zob od blizu. Zdaj sem oddaljen kakšnih 200 metrov od vrha, pa še kakih 100 metrov je zob nad mano. Tako da čudovito. Dostop do njega je pa alpinistični podvig, tako da do tja ne grem. Slab kilometer stran od Kristalne jame
Pa zdaj prihajava do koče oziroma vikenda z najlepšim razgledom v Sloveniji. To je koča, ki je sicer v privat lasti, zato dostopa do nje ne bom kazal. Ta koča oziroma vikend ima pa, pogledajte, kakšno lokacijo na robu Jelovice, lokacijo s pogledom na čudovito Blejsko jezero. Evo. To je ena najbolj neverjetnih razglednih lokacij, na kateri se nahaja koča. Pojmo še na teraso pogledati. A ni neverjetno? Evo, Blejsko jezero z otokom kot na dlani. In pa, pogledajte to. Triglav, celotne vzhodne Julijske Alpe. Karavanke, Kepa, Baba, Klek, Golica, tem je Ptičji vrh, Pobočje, Struške, Vajnež, Stol, Vrtača, Begunjščica, Košutica in pa Greben Košute ter Dobrča. Evo, tam se pa vidi tudi Kamniško-Savinjske Alpe. Neverjetno res. Tukaj se čudovito vidijo tili blejski osamelci. Vam bom desno zgoraj dal dostop do videa z blejskimi osamelci. Tale je Ribenska gora, potem je Homc, Dobra gora, Straža, Blejski otok, Blejski grad. Noro, neverjetno. Evo, spodaj pod steno Bohinjska Bila. Se pa ta vikend oziroma koča nahaja seveda prav na robu te razgledne Jelovice, na višini nekaj čez 1000 metrov, tako da imamo do Blejskega jezera točno 600 metrov višinske razlike. Sva na izhodišču še za tretjo krito zanimivo lepoto v blejski občini. To je pa tale potok, ki šumi pod mano. Evo, tamle vidite cesto med Bledem pa Bohinjem. Ta lokacija je tako imenovana Žaga, prav tukaj je tale jez in pa tale tabla z občinsko mejo med Bledem in Bohinjem. Tale potok prav je mejni potok med obema občinama in zdaj grem jaz po temu potoku navzgor in bom prišel do enega čudovitega slapu, popolnoma skritega javnosti. Poti seveda ni, treba kar tukaj po brezpotju prišla v strugo tega potoka. Evo, tukaj pa že prva lepa kaskada. To je prvi slapič na temu potoku. Zdaj pa naprej do naslednjega slapu. Pogled po strugi navzdol in pa evo, tukaj pa se je že odprl glavni slap na tem potoku. Ta potok v bistvu sploh nima imena, tako da je res povsem neznan potok v blejski občini s takim čudovitim slapom. Pojmo še bližje. Evo, sem že bližje. Slap z tole zanimivo napično skalo. Čudovitje. Še tale blejski lepotec od bližje. Čudovit, nepoznaven slap v občini Bled. Seveda, tudi ta slap preteče z Jelovce. Vse te znamenitosti so ena zraven druge v recimo 2 kilometrih. Zdaj se bo pa z Majo povzpela gor na to pobočje, pa po drugi strani pošla nad slap in pa do izvira, ki je tudi izjemno zanimiv. Zdaj pa prihajava na rob, tako da se bo zdaj pokazal slap. Evo ga.
Slap na neimenovanem potoku. Prej sva bila tamle dol pod slapom, zdaj sva pa že nad, ampak se bova spustila nekaj nižje dol, da vidva cel slap. Evo, takole se zdaj prebijeva v grapo, spodaj pa tale čudovit slap. Zdaj mora pa tole grapo prečeti, pa tamle česit, da prideva nad slap. Slap še z zgornje strani, res čudovit slap. Dvojni, ne? Zgornji je še v soncu, spodnji pa dol v temačni soteski. Zdaj gor do izvira pa ne bova šla, ker je tukaj enostaven prenevaren. Tamle je včasih pedala ena slabša pot, zdaj pa tole odnesel tamle, tako da do izvira ne greva. Evo, v tej grapi nad slapom zaključujeva tale video iz lepot pobočij Jelovce. Maja, ti kaj je bilo strah? Zdaj na koncu, ne? Tole pa bo adrenalinsko, ja. Ja, evo, da vam pokažem. Tukaj gor sva šla po tem drevesom, pa sva pa šla do tamle, se sicer ne vidi, je pa kar precej odsekan, tako da... Pa poti ni. Tako da sva rekla, da Obračava. raj obrneva. Ja, narava naredi to svoje. Jaz sem bil tukaj, ne vem, 10 let nazaj, je bilo še nekako boljš, zdaj pa slabše. Tako. Ja, ja, je bilo super, kaj pa razgled? Razgled. Razglednik. Top. Ja, itak. To je najlepši razgled na Blejsko jezero. Tako. Daleč naokoli. Če vam je bil video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Se včlanite v Facebook skupino Raj na zemlji, pa malo pogledajte na Instagram Raj na zemlji. Malo lepo se imejte. Čau.